Dajmo pogledati napoved za vas, dvojčki. Danes bomo pogledali najprej bližnjo preteklost, potem bomo pogledali trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo še natančno razložili pomene kart, da dobimo malo več informacij in mogoče kakšen nov nasvet. To so splošne napovedi, zato si je potrebno pomene interpretirati po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. Sprejmite brez dvoma, to sem hotela reči. Ok. Dvojčki. Kaj se to dogaja? Ok, kot splošno energijo naslednjega tedna imamo desetico kelihov, kar je zelo pozitivno, glede na to, da imamo tukaj take težke karte, ampak ne se še ustrašiti, bomo pogledali, kaj se dogaja, ker lahko, da so to samo energije, ki jih boste z lahkoto premagali, lahko pa so to kakšni izzivi, tako da ni se še ne ustrašiti. Ampak definitivno so energije, splošne energije nekako pozitivne in vas usmerijo proti zaključku, ampak proti levemu zaključku. Torej proti neki uresničeni želji. Dajmo pogledati v preteklosti, kaj se je dogajalo. Tukaj ve, da ste bili tako v neki temi. Iskali ste nek smisel v vsem tem dogajanju, nek kaos je bil okrog vas in v tem kaosu ste probali najti neko resnico, mogoče neko luč na koncu tunela. In videti je, da ste to luč nekako tudi našli. Nekako ste našli nek pravi pomen, pravi pristop, pravo željo nekako in to željo ste nekako dali na dan. Zdaj, v trenutni situaciji vidite, da je tukaj zelo lepa energija, nekako ste uspeli nekaj združiti, nekaj spraviti v neko harmonijo, ampak po drugi strani ste se zato mogli dosti potruditi. Mogli ste pokazati svoje meje, mogli ste se boriti za to, da nekaj ostane na varnem, nekaj takega. Torej, da vam nekdo nečesa ne uniči, da vam nekdo ne bi uničil tega lepega, kar ste uspeli nekako ustvariti. Ampak zdaj za bližnjo prihodnost se tukaj vidijo neki strahovi in te strahovi, neki dvomi vas bodo mučili, neke skrbi. Te skrbi lahko ustvarijo, da se nekaj zruši. Ampak jaz mislim, da to, kar se bo zrušilo, je v bistvu zelo dobro, ker imamo kot osrednjo energijo desetico kelihov. Tako da ga dajmo kar zdaj... Tako da dajmo zdaj kar iti na konkretno razlago. Karta kočija se nam je obrnila. Ja, no, zdaj pa bi kar rade karte se pogovarjale. Bomo mi to še takole na pol razpolovili. Tukaj imamo visoko sečenico obrnjeno, kraljico novcev in dvojko novcev. Tukaj spodaj pa imamo petico kelihov. Torej, jaz mislim, da ste nekaj v preteklosti obžalovali. Ampak potem ste spoznali neko resnico, ki mogoče ni bila tako prijetna, ampak ta resnica vam je pomagala, da ste v bistvu našli smisel v vsem tem dogajanju. Ampak kljub temu, da ste našli smisel, vas je še vedno ste nekako bili razdvojeni v tem. Zdaj tukaj, ne spomnim se vaše prejšnje napovedi točno. Ne spomnim se, mislim, da ste imeli nekaj z dvemi osebami. Ampak če so dve osebi, definitivno je videti v preteklosti, da ste spoznali neko resnico in da ste potem, da vam je to dalo tisto moč, ampak še vedno ste nekako kolebali, še vedno ste bili nekako v nekih
v nekih dvomih. Ja, in tukaj vidite, da ste pol s preteklostjo našli nek mir. Našli ste neko tolažbo ali pa nekaj, kar vas je umirilo. Ampak hkrati ste se zelo zapirali vase. Pač našli ste ta mir in našli ste to nekaj, kar lahko, recimo, kar ste rekli, ok, to pa v prihodnosti lahko sprovedem na tak način. Ampak kot da ste še vedno bili nekako v nekem razcepu. Vidimo zdaj v trenutni situaciji, kaj se dogaja. Tukaj imamo karto zmernost, obrnjeno luno in osmico palic. Tukaj spodaj pa imamo desetico palic obrnjeno. Kaj je to zdaj? Dajmo pogledati. Torej, tukaj ste v bistvu, nekako iščete to neko, karta zmernosti je karta zdravljenja. Karta zdravljenja nekih čustvenih ran, čustvenih bolečin. In gre za to, da v bistvu vi tukaj še vedno iščete, nekako veste, kaj je vaš cilj, veste, kaj si želite in to nekako delate na tem, da to nekako dosežete. Ampak problem je tukaj, ker se s tem v bistvu dviga dosti nekih strahov in tukaj se morate konstantno nekako dokazovati. Dosti nekih takih dogodkov, ki pridejo nepričakovano v vaše življenje in vas na nek tak način konstantno, kot da preizkušajo vaše meje. Konstantno preizkušajo vaše meje in na nek način imate tega že dovolj. Tega se hočete znebiti, hočete to nekako zaključiti. Vidimo nasvet in izid. Jaz mislim, da si vse te dogodke nekako preveč jemljete k srcu in zaradi tega imate tudi občutek, da se morate braniti. Ta karta tukaj govori, da bi enostavno, mislim, jaz bi vam svetovala glede na to karto, zdaj ne vem točno, kaj so te dogodki, zaradi katerih se morate dokazovati, ampak na nek način bi jaz rekla, da vam karte tukaj svetujejo, da se enostavno nehate truditi dokazovati, da pač vi pri sebi veste, kaj si želite in kaj hočete in veste, kaj je za vas prav in ne smete dovoliti, da vas zdaj drugi prepričujejo v neke druge stvari, ker takoj, ko boste vi v bistvu vzeli stvari v svoje roke in čeprav tudi, če ste v preteklosti že šli na to pot, če ste se že odločili za tak korak, boste v bistvu tokrat nekako bolj pazljivi in jaz mislim, da vam bo tukaj uspelo, ker kot izid tega tedna imamo kralja novcev, kar definitivno pomeni, da dobite neko samozavest in odločnost in vse te vaše borbe, ki ste jih imeli, v bistvu vidite kot uspeh, kot dosti malih uspehov, ki so vas pripeljali do nekega velikega cilja. Nekako tako bi rekla. Ok, dajmo pogledati še bližnjo prihodnost in kaj lahko pričakujete. Zdaj tukaj so neki strahovi in ta karta stolpa nekaj nakazuje, da vidimo. In ja, zdaj tako čisto iz glave bi rekla, da vam v bistvu življenje hoče tukaj pomagati, ker te neki dogodki, zaradi katerih se hočete dokazovati, enkrat, ko jim boste v bistvu se postavili po robu in ko ne boste dovolili, da več vplivajo na vaše življenje, takrat boste dobili to svojo moč. In na nek način bo življenje vam bo pomagalo v bistvu te situacije tukaj, ki vas napadajo, odstraniti življenja, kar zna biti malček zoprno, ker so tudi med njimi stvari, ki mogoče zaenkrat se vam zdi, da jih ne želite spustiti iz vašega življenja, ampak na dolgi rok je to zagotovo dobro. Tako da dajmo pogledati, kaj to je. Zdaj tukaj imamo moč obrnjeno, kraljico palic obrnjeno in viteza kelihov obrnjenega. Ja, jaz tukaj vidim, kot da nekomu hočete zapreti usta.
Tako da ga hočete imeti nekako pod kontrolo, ampak ne v smislu, da bi vi manipulirali z njim, ampak da bi imeli neko kontrolo nad tem človekom ali pa nad to situacijo, ampak bolj zato, da imate vi pod kontrolo svoja čustva, da ne dovolite več, da vas ta lev napada. Tukaj vidite, da boste dobili to moč, kako temu levu. Zdaj to je lahko res nekdo, ki je po horoskopu lev, ampak ni nujno. Drugače imamo tukaj še strelca, imamo, v bistvu to je to, kar je takih znamenj. Zdaj seveda ni nujno, da se navezuje na ta znamenja, ampak nekako je zelo verjetno. Vidite, da boste tej osebi ali pa tem dogodkom nekako znali zapreti usta in to vam bo dalo pol v bistvu tisto samozavest, ki jo potrebujete. Zdaj, zakaj se tukaj obremenjujete? Jaz mislim, da tukaj so neke stvari, ki mogoče na katere niste sami ponosni, in to je v bistvu tisto, kar vas tukaj straši, ne. Zdaj tukaj, če pogledamo to kraljico, je tukaj zgoraj ta črna mačka in ta črna mačka tako se dotika v bistvu teh dveh kart, ki sta obe črni. Tako da v bistvu tukaj je nekaj, kar se je zgodilo v preteklosti, na kar niste ponosni in to v bistvu vas na nek način ustavlja, to vas bremeni. Ampak tule je neka priložnost, neka oseba, ki vas čaka. Neka oseba, ki je pripravljena iti z vami naprej, ampak vi se preveč ukvarjate s tem nekim, preveč se ukvarjate s to neko situacijo, ki vas bremeni in zato potem te priložnosti, ki je nekako mogoče boljša, prava, ji zapirate vrata. Da vidimo še nasvet in izid. Okej, evo, končamo dvakrat za 10 kelihov, tako da definitivno tukaj se nimate česa kaj ustrašiti. Pomembno pa je, karte vam svetujejo, da si vzamete čas zase, da se nekako zaprete v svoje misli. To pomeni, ne pomeni, da zdaj cel teden si zaprt vase, ampak pomeni samo, da si vzameš nek čas, da premisliš, da razmisliš o nekih možnih scenarijih, da razmišljaš o svojih željah in kaj si v bistvu sploh želiš doseči v neki situaciji. Ker takoj, ko boste vi to naredili, takrat boste spoznali to neko svojo moč, tisto pravo moč, tisto, kar vam bo, v bistvu tisto, kar si želite in boste ugotovili, da to vse, kar si želite, v bistvu že imate. Ampak zaradi teh situacij, ki so vas tukaj na nek način ogrožale, tega niste mogli prepoznati. In vidite, da takoj, ko si boste vzeli čas zase, ko boste vzeli tisto, ko se boste posvetili tej energiji, da spoznate, kaj si sploh želite, takrat se vam bo v bistvu odprlo to neko lepo obzorje in tukaj pride tudi združitev teh ciljev, združitev z vašo željo in nekako zaključek. 10 pomeni konec in nov začetek. Tako da definitivno vas čaka v bližnji prihodnosti konec tega nekega mogoče zoprnejšega obdobja oziroma te osebe, ki vas je na nek način konstantno obremenjevala, konstantno ste se mogli dokazovati oziroma nekako je imela je nekako vplivala na vaše življenje. In tukaj se vidi nek tak zaključek in potem tudi v bistvu pridete do neke lepe želje. In še to bi rada pokazala tukaj. Evo, tukaj imamo evo, recimo že samo te karte, če vzamem, ne, tukaj imamo potem neko lepo izmenjavo, imamo novo upanje, imamo neka svežina, nov korak naprej. Nov korak naprej proti nečemu čustvenemu, lepemu. In potem tudi visoka svečenica, ko v bistvu spoznate, zakaj se vse to zgodilo v preteklosti, boste spoznali, da je v bistvu imelo nek veliko globlji pomen. Zakaj se je zgodilo tako, kot se je zgodilo. Dvojčki, hvala, ker ste bili do konca v moji družbi. Upam, da se boste imeli lepo v naslednjem tednu in se vidimo potem v novi napovedi.